Dobro jutro, pozdravljeni na Coffee to Connect, prvi v tem letu. Danes bomo tole virtualno kavo spili na temo nove mobilnosti, tako da bodo šalčko napolnili z vsebino moji gostje. Danes bodo z nami gospa Alenka Mejač-Krasink. Gospa Alenka je direktorica Visa Europe za Slovenijo. Alenka, živjo. Živjo. Jaka Klement. Jaka je direktor službe za avtomobilska zavarovanja, zavarovalnica Triglav. Jaka, živjo. Živjo. In Miha Valentinčič. Miha Valentinčič pa je svetovalec poslovodstva pri podjetju Avantgar. Dobro jutro. Živjo vsem. Mi smo se zmenili, da se bomo ob kavi tikali, tako da dobro jutro in hvala, da boste prinesli vsebino v tole jutro. Vse, ki pa nas spremljate, pa vsi skupaj spodbujamo, da nam zastavite kakšno vprašanje, ker novo mobilnost si mi mogoče malo po svoje predstavljamo in bomo veseli, če nas usmerite, kaj so tista vprašanja, ki jih moramo nasloviti. Ja, za začetek pa nova mobilnost je že tu. Trendi elektrifikacije, avtonomna vožnja in seveda s ciljem, da zmanjšamo emisije, da povečamo pretočnost in učinkovitost prometa, da bo ta vožnja bolj varna, bolj ugodna, bolj dostopna, so že tukaj. Ampak vseeno se nam zdi, ko smo kje pred utripajočim semaforjem ali pa v gneči na obvoznici, da je vse skupaj še malo futuristično. Tako da me zanima najprej, gledam vsakega od vas, kako vi vidite to novo mobilnost oziroma katera bo sprememba, ki se bo res zgodila zdaj v naslednjih 2 letih na področju mobilnosti. Alenka, pa bom najprej tebe prosila. Super, hvala lepa. Ok, začnemo. Ja, glavno gonilo vseh sprememb je v resnici tehnologija, ne? In ta tehnologija spreminja naše življenje in tudi način, kako gledamo na stvari. Mi verjamemo Visa kot mreža in kot kartični sistem, vidimo predvsem našo vlogo v tem, da pospešujemo seveda digitalna plačila, tle smo tudi strokovnjaki. In verjamemo in vidimo, da so trendi gredo v smer, da bodo postala plačila nekako bolj nevidna, integrirana v te storitve in v naš vsak dan. V bistvu, pravzaprav si to želimo, ne? Da omogočimo ljudem, da se posvečajo drugim stvarem in ne plačilom. In če mogoče ne moram zdaj reči, kaj bo točno vse čez 2 leti, ampak lahko recimo delim našo vizijo. Kako mi vidimo, da bo urbana mobilnost in kako je prava uporabniška izkušnja. Če to ponazoriti z enim primerom, grem na kosilo z mojimi prijatelji, pa živim izven mesta, ne? Pa dogovorjeni smo pa v centru, no? In kako bom do tja prišla, se posvetujem z mobilno aplikacijo, ki mi reče: Alenka, pejdi z avtom vnaprej do parkirišča, odnaprej boš pa uporabljala javna prevozna sredstva. In se odpravim in grem in tekom vožnje mi avto, ki ima podatke o dinamičnih semaforjih, v zastojih, me obvesti, katera je moja najhitrejša pot, da me bo pripeljalo do parkirišča, ki je najbližji, optimalen za mojo pot. Ko pridem na parkirišče, mi avto reče: na obdobju plačila parkirnine si, Alenka, želiš, boš tle parkirala? Vključ parkiranje. Vključim parkiranje, zapustim avto, grem na avtobus, se pelem, pridem blizu, ampak naprej rečem, bom šla pa še vseeno s kolesom malo. Pa si pa še kavo vmes zaželim, skratka in kavo vmes pripijem, te zadnji del poti grem pa peš. S svojimi prijatelji se zelo lepo imam kosilo in potem pot nazaj. Grem tokrat s skuterjem in do avtobusa, z avtobusom do parkirišča, ker mi avto spet reče: zdaj si pa zaključila parkiranje, ne? Daj zaključi in plačam s prstnim odtisom. In grem domov, ker sem seveda pozabila, da moram avto natankati, se ustavim še v trgovini, ker bom kupila še in istočasno še tankala, ker sem pa reden gost, mi bo pa potem ta trgovec rekel: Alenka, znižano ceno električne energije imaš. In kaj v tej zgodbi skušamo povedati? Jaz se ves čas svojega potovanja nisem ukvarjala s tem, kako bom plačevala. Bolj sem se usmerila v tem, kako bom jaz nekam prišla, kako se bom dobro imela s svojimi prijatelji. In v bistvu prizadevamo si, da je to plačilo
ki pa seveda se je zgodilo vse povsod od zadaj in je bilo vezano na vsako transakcijo, ki sem jo uvedla, nekako avtonomno, ali bom rekla avtomatsko, nisem se s tem ukvarjala. Konec dneva sem samo te informacije ali pa tekom dneva sem svoje informacije lahko pogledala, če sem želela, na mobilni elektronski banki, mobilni denarnici. To je vizija. Želimo, da v bistvu se ljudje ukvarjajo manj s tem, kako bodo plačali za potovanje, ampak kako bodo potovali pa nekaj doživeli. Ja, Alenka, hvala za tole v bistvu tak vizionarski pogled, kjer ne bomo na vsakem koraku naslanjali kartice ali telefona, in tudi na mobilnost. Miha, kakšna je pa tvoja vizija? Ja, pač se pridružujem tle Alenki, v tej customer journey, če bi rekli tako, kako bo. Pač dejstvo je, da vedno več izbire bomo imeli, tisti, ki potujemo znotraj mesta. To bo posledica, bom rekel, novih poslovnih modelov, tehnologije, ki prihaja, pa tudi seveda samih politik, županov, če bi rekli, mest, prebivalcev, kaj si želimo. Pač ljudje se zdaj vedno zavedamo, vedno več, v bistvu, da mesta niso namenjeni temu, da so parkirna mesta tam, da stoji, ne vem, na 50% površini, bom rekel, ki ni pozidana še, da je to namenjena avtomobilom, ampak da se nameni to ljudem. Se pravi, te politike, mislim, da mesta bodo zelo veliko spremenile v prihodnjih letih podobo mest in mislim, da bosta dve fazi. Prva faza bo, da se pojavlja in se že pojavlja vedno več alternativ lastniškemu avtomobilu pa javnemu potniškemu prometu, z nekimi privatnimi iniciativami in tako naprej. Po drugi strani pa v drugi fazi se bo dogajalo to, da se bo spet začelo konsolidirati, da bodo mesta začela, bom rekel, posegati v ta tržno širitev teh različnih oblik, da se bo potem stvar malo bolj skonsolidirala, tisto, kar je za posamezno mesto najbolj primerno. Definitivno pa bo to elektrificirano, se pravi, ne bomo več polnjeni, oziroma tankali, ampak bomo polnjeni. Še to polnjenje dejansko se bo zgodilo ne od nas, ampak tisti, ki bo upravljal, bom rekel, te storitve mobilnosti. Tako da bo kar zanimivo področje, pa verjetno tudi, bom rekel, ne še jutri, ampak nas čaka dejansko ta avtonomnost. V mestih se bo prva zgodila definitivno, pa verjetno tudi malo bolj proti nebu bomo že začeli gledati s kakšnimi pilotnimi projekti, se pravi taksi leteči pa tako, Hvala, Miha. Torej, politika mest, elektrifikacija, avtonomna vožnja, predvsem pa z to uporabniško izkušnjo, ki bo zelo drugačna. Jaka, kako pa ti vidiš to prihodnost, en trend? Ja, jaz se popolnoma strinjam z sogovornikom, sta, bi rekel, tukaj bolj tista, ki dejansko sledita in to primarno potrebo strank tudi naslavljata. Tukaj je zavarovanje tistega, rečemo, kvartarnega pomena, seveda pa je pomembno zato, da se lahko ta primaren posel teče nemoteno, da so denarni tokovi predvidljivi in tako naprej. Torej pač ta izravnava tveganja, to je primarna naloga zavarovalnice, ki jo tudi upravljamo in s tem, ko tudi spremljamo te trende, ki se dogajajo, kot je bilo zdaj že omenjeno, elektrifikacija, avtonomne vožnje, car sharinga in tako dalje. Tudi temu ustrezno prilagajamo potem naše produkte, bodisi za splošno javnost, bodisi za posamezne partnerje in pa predvsem tukaj je tisto tudi bistvenega pomena primerno določanje premije, glede na rizike, ki jo ta novodobna mobilnost predstavlja za ostale udeležence v prometu in posledično seveda potem tudi za zavarovalnico. Bi pa, torej jaz se s to vizijo, ki je bila prej opisana, strinjam, verjamem, da bomo šli v to smer, bi pa vseeno, mislim, moje mnenje je, da prav hitro vseeno tja verjetno ne bomo prišli, ker povprečno vozilo na slovenskih cestah je vseeno staro 11 let, in če danes začnejo, jaz imam tamle podatke, da električnih vozil se proda okoli 1,5 do 2% danes novih, tako da je zelo močen mu porastel ta trend, ampak kljub temu bo kar nekaj časa trajalo verjetno, preden bo dovolj velika masa vozil električnih, seveda bo temu mogla slediti tudi infrastruktura, kakor je prej Miha lepo povedal, da se bo to lepo eno z drugim potem prešlo v to končno stanje te vizije, ki je bila že prej omenjena.
Ja, hvala, Jaka. Hvala tudi za da smo malo tudi prizemljeni, ne? Da ne moramo razmišljati, da bo to res tako jutri, ampak trend pa gre v to smer. In zdaj me zanima, kakšno vlogo tukaj imamo zavarovalnico, imamo car sharing podjetje Avantcar in Vizo. Kakšno vlogo imajo vaša podjetja, storitve vaših podjetij na poti k tej novi mobilnosti? Alenka, pa bom najprej vas vprašala, mislim, tebe vprašala. Porast digitalnih plačil je bil očiten, ne, med korono, med pandemijo. Ali se bo ta trend nadaljeval in kako, si nam prej že tudi malo urisala, ampak kako bodo v bistvu digitalna plačila pripomogla k izboljšanju teh tranzitnih sistemov v Sloveniji? Ja, najprej mogoče toliko, no, seveda, absolutno. Pandemija je v bistvu vplivala na določene procese digitalizacije, seveda tudi pospešila. Mi kot strokovnjak za plačila in plačilno tehnologijo, v bistvu smo z napredkom Slovenije zelo zadovoljni. No, lahko to rečem, da po naših podatkih so imetniki Visa kartic po uporabi brezstičnih plačil med 10 trgi na svetu. Se pravi, globalno gledano, Slovenija med 10 najbolj razvitimi po brezstični tehnologiji trgi. To je eden izmed takih podatkov, ki kaže, da seveda mi se brezstične tehnologije ne bojimo, jo uporabljamo, jo razumemo in v bistvu imamo dobro podlago za to, da uvajamo druge dodatne stvari. Rekla sem, tehnologija nam bo spreminjala tudi naprej in dejansko, tudi potrošniki vedno bolj razmišljamo, če je svet bolj digitalen, jaz hočem, da je tudi plačilo bolj digitalno, pa ne samo takrat, ko kupujem, ampak tudi takrat, ko potujem. Zakaj? In v bistvu mi verjamemo, da ta uporabniška izkušnja, da uporabljaš to, kar že danes imaš na voljo, recimo konkretno kartico, ki jo imam danes v žepu ali pa v denarnici oziroma v telefonu, uporabim tudi takrat, ko potujem, ali to dnevno potujem ali pa potujem za svoje, ne vem, kot turist, na enak način. Prizadevamo si, da to kartico, ki jo imam že danes, lahko uporabim v Londonu, v New Yorku, ne vem, v Sofiji, Atenah, Malti, Milanu, kamorkoli grem na enak način. Prislonim in grem. In zato mi ni bilo treba narediti nič, da že to mi omogoča moja kartica, ki jo imam v žepu. In v bistvu bi si želeli, da ta model odprtega potovanja, če mu lahko tako rečem, da bi tudi v Sloveniji nekako postopoma zaživel. Ne, da razmišljam o tem, zdaj moram pa kupiti ali pa top-up delati določene aplikacije, kupiti moramo posebno kartico, poskrbeti moram za to, da bom šel. Ne, preprosto uporabljam javno prevozno sredstvo ali pa uporabljam sredstvo iz privatne iniciative, kot je, ne vem, avto ali pa car sharing ali pa skuter, kolo, karkoli. In ravno v pandemiji smo tudi opazili, da v bistvu nam kolegi, kjer so te rešitve že zaživele, povedo, da je v bistvu brezstična tehnologija izjemno pomagala vrniti zaupanje v javni transport ali pa bom rekla v transport, ki ni, mislim, v moji privatni osebni lasti, da sem uporabljala javna sredstva. Tako da ni pač več, če uporabljamo brezstično tehnologijo, ni treba več, ni več e-kioskov, ni več kioskov, ni treba več gotovine. Vse to pač daje zaupanje, da pač bomo lahko potovali varno pa zdravo. Ta odprta pretočnost. Tule nam je Diana dala en komentar, da je predvsem najprej treba vzpostaviti infrastrukturo, potem pa lahko sledijo nakupi. Absolutno, jaz se z gospod Diano res moram strinjati, seveda treba je začeti pri osnovni infrastrukturi, vendar še enkrat lahko rečem, v Sloveniji smo to kar že razumeli. Želeli bi si seveda, da bi nadaljevali, da bi v bistvu res imela vsak od nas možnost uporabiti plačilo takšne vrste, kot jo hoče, ali gotovino, ali pa pač digitalno plačilo kjerkoli v Sloveniji. To bi seveda bila idealna pozicija. Alenka, hvala. Jaka,
Kako pa zavarovalnice in zavarovanja lovijo ta korak z novo mobilnostjo? Na cestah je več električnih avtomobilov in več je tudi vozil z avtonomnimi sistemi, ki so že prvi korak, oziroma z asistenčnimi sistemi, ki so že korak k avtonomni vožnji. Nam lahko kaj več poveš? Ja, zdaj, kar se tiče zavarovalnih produktov, se ti bistveno ne spreminjajo, torej stalno spremljamo te trende, ampak če čisto pogledamo, zdaj, če nekdo povzroči škodo tretjemu, je vseeno povzročil z električnim vozilom ali z tradicionalno gnanim vozilom, škodo je treba odpraviti in spraviti nazaj v prvotno stanje oziroma pač poskrbeti za primerno odškodnino. Enako je to škoda na lastnem vozilu. Ne glede na to, a govorimo o električnem ali pa tradicionalno gnanem vozilu, vozilo je, torej, če se pripeti škoda na lastnem vozilu, torej kasko škoda, ne glede na vzrok, lahko je divjad, lahko je toča, lahko je splošni kasko, je potrebno vozilo spraviti nazaj v stanje, kakršno je bilo pred samo nesrečo. Tako da tukaj nekih bistvenih sprememb, zaenkrat, kar smo gledali in smo to preučevali iz vsebinskega vidika, nekih bistvenih sprememb ni, tudi če asistenco uporabno kot en tak primer, da prekal mogoče pa tle kakšna razlika, ampak tudi lahko zmanjka goriva tradicionalno gnanemu vozilu ali pa zmanjka elektrike električnemu vozilu. V obeh primerih moramo poskrbeti za tako stranko, da se ali napolni gorivo oziroma se pač vozilo odpelje nekam, kjer se bo lahko napolnilo. Tako da samega vidika kriti tukaj niti ni take razlike, kot pa prihaja razlika bolj iz vidika rizika, ki ga predstavljajo te nove oblike mobilnosti v cestnem prometu. Tukaj pa govorimo o vrednotenju tega rizika in pa potem po razdelitvi tega med homogeno skupino, ki je v tem primeru, lahko govorimo ali o električnih vozilih ali pa vozilih recimo opremljeno z varnostno-asistenčnimi sistemi. Seveda, zato da lahko postavimo te vrednotenja, potrebujemo dovolj dolgo časovno vrsto in pa dovolj velik vzorec, kar zaenkrat v primeru električnih vozil to še ni. Čisto za eno informacijo ali pa mogoče za občutek, električna vozila zaenkrat predstavljajo 0,2% našega portfelja. Kot rečeno, so v porasti, se praktično vsako leto njihovo število podvoji, ampak še vedno govorimo zgolj o 1000 zavarovanih vozilih približno v našem portfelju. Tako da tukaj zaenkrat ne moramo delati še nekih statistično značilnih zaključkov in zato tudi ne delamo, stalno pa to spremljamo in pač tudi primerno vrednotimo, in ko bo nekoč to dovolj veliko, tako kot je v primeru vozil opremljenih z varnostno-asistenčnimi sistemi, teh imamo pa že recimo 15% v našem portfelju, tukaj pa potem že lahko pristopimo in tudi to nagradimo oziroma pač priznamo nek popust, ki odraža to varnost vozil, to povečano varnost ali pa zmanjšano rizičnost v prometu. Predvsem tukaj govorimo o rizikih, ki so neposredno vezani na samo vožnjo, na udeležbo v prometu, to je pač škoda, to obvezno zavarovanje AO in pa splošni kasko. Vemo pa seveda, da če vozilo, ki je opremljeno z varnostno-asistenčnimi sistemi, če se zaletimo v divjad ali pa če ga razbije toča, so pa popravila, torej povprečna škoda je bistveno večja. Tudi tam nekje 50 do 70% lahko bolj v primerjavi z nekim vozilom, ki teh sistemov nima. Tako da je razlika glede na produkt, glede na to opremljenost vozila, ampak kot rečeno, to spremljamo in temu primerno prilagajamo potem tudi premijo, da nekako vsaka homogena skupina rizika oziroma strank plača premijo, ki odraža rizik, ki ga ta predstavlja za ostale udeležence v prometu. Hvala, Jaka. Torej, zanimivo, podatki, torej 1000 v bistvu električnih vozil imate zavarovanih in 15% je tistih z naprednimi asistenčnimi sistemi. Je pa en tak trend, ki pa v bistvu ga tlakujete kot zavarovalnica, sploh zavarovalnica Triglav, je pa telematika. Tako da mogoče nam še kakšno besedo lahko o tem poveš. Ja, torej kot rečeno, želimo čim bolj primerno, pošteno vrednotenje rizika, in zdaj na tej poti, ki smo prej omenili o teh elektrificiranih vozilih in pa predvsem avtonomnih vozilih nekoč, ko bodo, do takrat so to pač določene stopnje avtonomnosti vozil, do takrat je bistvenega pomena seveda in še kar nekaj časa po naših mišljenjih tudi bo nov voznik. Vozniki smo pa različni, eni bolj varni, eni manj varni, in to pa zelo lepo lahko merimo z uporabo telematike, in zato že
kar nekaj let v Zavarovalnici Triglav uporabljamo to našo rešitev Drive. Tudi tukaj moram reči, da imamo že 14% strank, ki uporabljajo Drive, torej tudi tukaj smo že prišli na eno maso, ki daje statistično značilne rezultate in tudi tukaj se kaže, da smo uporabniki Drive nekje 16-17% bolj varni od neuporabnikov Drive, torej manj rizični za ostale udeležence v prometu. Hvala, Jaka. Miha, car sharing smo zdaj že večkrat omenili in slišali. Kako pa vi v bistvu utirate, kakšno vlogo igrate kot pionir nove mobilnosti? A smo Slovenci že posvojili car sharing? Zdaj, družba Avantcar v bistvu ima že 20-letno tradicijo, ne? In že od njene ustanovitve v bistvu prinaša v bistvu ta pionirski duh, novitet, ne, da jih prenaša tukaj na slovensko tržišče oziroma širše v regiji. Zdaj 8-9 let dejansko se zelo aktivno ukvarjamo z elektromobilnostjo in jo prenašamo samo v Slovenijo. Tudi več kot 10 milijonov kilometrov so naredila naša vozila že električna, ne. V tem trenutku približno 40% voznega parka je dejansko električnega, ne. In ne samo po eni strani, da izobražujemo rekel tukaj stranke in širšo družbo, se tudi gradimo vso potrebno infrastrukturo za prehod, rekel, na to trajnostno in deljeno mobilnost, ne. Se pravi, car sharing je eden izmed produktov, ki se jih na tej poti lahko dejansko tukaj mi ne vidimo, da bo ena sama oblika tista, ki bo zmagala, ne, ampak predvsem, da bo kombinacija glede na potrebe, glede na čas in podobno. In to predvsem želimo pač z našimi sodelavci zagotavljati našim strankam, se pravi v prvi fazi en dober nasvet, kaj je smiselno za njihove potrebe, katero tehnologijo uporabiti in kako, bom rekel, zastaviti svoje mobilnostne potrebe, da bodo najbolj učinkovite na kratek, srednji rok in pa dolgi rok. Zdaj, določena tehnologija, ki tudi obstaja, ni, bom rekel, prav za copy-paste jo dati, samo primerjajo car sharinga, vemo, car sharing, bom rekel, obstaja v svetu, odlične zgodbe, ampak predvsem delujejo v velikih mestih. V majhnih mestih so tudi te, ki so bili, so zaprli, ne, in so se umaknili z manjših mest. Bom rekel, mi smo uspeli pa najti, bom rekel, rešitve, pravo formulo, na pravi način, gre res za kombinacijo zelo različnih stvari, ki so se preoblikovali, nadgradile, določene tudi elementi popolnoma na novo razvili, zato da lahko pripeljemo ta naš specifičen prostor manjših mest, ne, to zadevo. In tukaj je potrebno, bom rekel, bilo ogromno investicije in vse, ampak če te infrastrukture ne zgradiš, pač dejansko ne moreš potem razviti novih stvari. Na tej infrastrukturi lahko potem tudi zgradijo taki use case, o katerih je prej Lenka govorila, ne, in potem tudi Jaka, ne, pač kako, recimo, na primer zavarovalnica, zdaj tudi za njo počasi pač tudi nek nov sogovornik pride, vedno več sogovornikov ne bo več toliko fizičnih oseb ali pa individualna podjetja, ampak tisti, ki, bom rekel, vedno več bo, ki upravljajo s temi voznimi parki, ne, in potem nudijo končno storitev stranki. Tako da naše poslanstvo je dejansko, da svetujemo, gradimo potrebno infrastrukturo in da omogočimo dejansko družbi, da hitreje preide, bom rekel, na to pot nizkoogljične družbe, ne. In ena izmed poti je tudi ta, ne, vemo, vozni park v Sloveniji, kot je Jaka prej rekel, približno v 11 letih se zamenja, ampak seveda, če ti pa omogočiš, da brez lastne investicije ljudje preidejo na to novo mobilnost, pa pri tem še prišparajo, kajti njihovo vozilo v povprečju tam 90% časa stoji, da dejansko umakneš, bom rekel, ta stara vozila iz trga, pa namesto, ne vem, milijon vozil, jih mogoče v Sloveniji potrebujemo na cestah, samo pamet govorim 400 tisoč, ne, ampak ta, da so v večji rabi. In tukaj dejansko, zakaj ne bi teh 400 tisoč, jih veliko lažje narediš prej električna, kot pa milijona, ne. Tako tukaj je več teh elementov in tukaj, bom rekel, tudi mi se zelo povezujemo, smo odprti za partnerstva, kajti eno samo podjetje tukaj ne more veliko narediti, ampak ko začneš te stvari zlagati puzle skupaj, pa veliko lažje, bom rekel, za družbo nekaj dobrega, koristnega naredimo. Ja, Miha, hvala. Tukaj bo kar na mestu, v bistvu Marko ima eno vprašanje, in sicer kako
živijo aplikacije, kot so Giro. Znano je namreč, da smo Slovenci precej navezani na svoje jeklene konjičke. Ne? Miha, pa gledam tukaj najprej tebe, ne? Ker tudi v bistvu ideja I want to go je, da se mogoče poslovimo od vsaj enega avta doma. Povprečno gospodinjstvo ima namreč 2 avtomobila in v Sloveniji je, mislim, da trenutno 1.600.000 avtomobilov registriranih. Koliko nastane to? A se poslavljamo od tega trenda? Ja, lahko potrdim, da ja. Namreč, zdaj car sharing v bistvu tukaj v Ljubljani ima zdaj že 5 let, ne? In na začetku res je bilo ogromno tega izobraževanja, spoznavanja, veliko dilem med ljudmi pa to, ne. Kar pa opažamo v zadnjem letu pa pol, verjetno tudi pandemija nekaj temu in naše spremenjene navade, pa predvsem zakonodaja, večje zavedanje, cel kup, bom rekel, stvari je, ki so privedle dejansko do tega, da se je ta kepa začela zelo hitro valiti, ne. In ogromno, veliko povpraševanje je zdaj trenutno v car sharingu je že več kot 400 vozil in opažamo dejansko ta trend, da ljudje, tisti, ki so že naše stranke, uporabljajo še več, bom rekel, se poslužujejo car sharinga, veliko jih je prodalo že drugi avto, če bi rekli, in začel se ta val, da že prvi avto so začeli prodajati, kajti vidijo dejansko, da lahko, bom rekel, 80% svojih potreb čisto lepo zadovoljijo z uporabo car sharinga, kolesa, hoje, pa tako naprej. Ostale stvari pa raje najamejo avto. Tak avto, ki jim tistem trenutku najbolj ustreza, ne, ko grejo na dopust, ne vem, kombi mogoče celo vzamejo, ne, za tistih 14 dni večji karavan, ali pa, ne vem, električni, ne, kakšen večji avto, pa tako naprej. Tako da ta trend je zelo jasen, zelo viden. Ne samo to v Sloveniji, tudi, bom rekel, zdaj na Hrvaškem, kjer tudi vstopamo zelo ambiciozni, prisotni smo tudi že v Dubrovniku, v Zagrebu zdaj začenjamo, pa tako naprej. Tako da lahko rečemo, da te tabuji in vprašanje, a bo to primerno za naše kraje, tako kot je drugje, tukaj ni več nobene dileme. Podatki kažejo svoje. No, bomo torej presegali ta stereotip in ga ovrgli. Ja, je pa mogoče ena zadeva, no, ker se opravičujem. Zdaj, zelo ključno je pa dejansko mi kot uporabniki, da se počutimo fajn pri teh novih oblikih. Tukaj gre za deljeno, ne. Kaj to pomeni? Pač, ko priješ v avto, ne, želiš, da je čist, kot da je tvoj. Ja. Tukaj imamo dilemo, ne, kaj pa zdaj tak bo, kdo je bil pred nami, pa tako naprej. In ena zelo zanimiva zadeva je podobno, kot je Jaka prej tudi rekel, ne. Opažamo, da te uporabniki, naši uporabniki, dejansko zelo skrbijo za to avto. Ker ti vejo, ne, danes jaz želim, da prijem v čist avto, želim tudi jutri, da pridem. Tudi tisti, ki prije za mano, tudi on si želi enako kot jaz. In zelo pozorni so, da je avto, da so čisti, se pravi, da ga ne mažejo uporabniki, skrbijo tudi nesreče, zelo malo, so pozorni, pa tako naprej. Seveda pa tukaj skrbijo tudi potem vse naše ekipe logistične, da res vse teče tako, kot mora biti, da je uporabniška izkušnja, mobilna aplikacija, seamless, pa tako naprej, varnost, čistoča, da je res na najvišji možni meri. Zdaj, ta naša zahteva, da smo res zelo nagnjeni k kvaliteti, je seveda tudi botrovala, da mogoče smo rasli v določenih trenutkih v preteklosti veliko počasneje, kot bi lahko. Ampak to smo šli zavedno v to, zato ker smo rekli, raje dajmo bolj počasi, dobre temelje, dobro uporabniško izkušnjo, pa bolj v navednicah kvalitetne, ne, stranke, če bi rekli tako, kajti potem je to boljša osnova, pa glasne, se širi v deveto vas dober, ne, bo vse skupaj lažje zaživelo in to vidimo, da ta pristop se nam je obrestoval. Malo bolj konzervativno, počasi, kvalitetno in zdaj pa gre vse to obrestuje. Se trend obrača. Ja. Evo, Marko je komentiral, da bi lahko kakšno idejo aplicirali tudi na ruralno območje, pametno kmetijstvo. Ja, gremo še malo naprej.
zdaj smo spoznali malo, kako v bistvu vsako podjetje vaše že tlakuje to novo mobilnost. Če pa pogledamo, predstavljamo si jo predvsem kot pametno, kot električno oziroma zeleno, ni nujno samo električno, in pa bolj dostopno, ter pa predvsem bolj varno. In tukaj, Jaka, se obračam k tebi. Ta nova zelena in avtonomna prihodnost, kaj pomeni na področju varnosti? Ja, kot rečeno, zdaj najbolj, kar se tiče varnosti, tukaj k varnosti pripomorejo varnostno-asistenčni sistemi. Zdaj vsa nova vozila so že opremljena z varnostno-asistenčnimi sistemi, vsaj do neke mere, bodi si tradicionalno gnana, bodi si električna sploh, tukaj mislim, da je še dodaten poudarek. Je pa res, da električna vozila nosijo s sabo še eno dodatno spremembo, in ta sprememba je, da so vozila, ki imajo zelo dobre performance, zelo podobne športnim vozilom, in pa, da so hkrati tudi ta vozila v mestih izjemno tiha. Zaradi tega v določenih letih opažamo neke povečano škodno pogostost, predvsem torej vizavi tem tretjim osebam, torej ne povzročene lastne škode, ampak povzročeno škodo ostalim udeležencem v prometu, ampak kot rečeno, zaenkrat je tukaj vzorec čišče premajhen za kakršnokoli dokončno sklepanje in tudi, tako kot je bilo zdaj že rečeno, prele strani Miha, ljudje se navajamo, navajali se bomo avtov s tovrstnimi performansami, tudi ostali udeleženci v prometu se bomo verjetno navadili, prilagodili, da bomo opazili tudi oziroma z ostalimi čutili zaznali tudi električna vozila, ker zdaj vseeno mogoče stojiš na prehodu za pešce in tudi, če ne pogledaš, nekako podzavestno slišiš avto, slišiš motor. Pri električnem vozilu je pa ta zvok, ali če je drugačen, ali ga pa sploh ni. In mogoče, da je tudi tukaj, to zdaj ugibam, glede na podatke, če jih poskušam razložiti oziroma utemeljiti z neko racionalno razlago, bi bilo lahko to. Tako da jaz samo upam in želim, da bo vedno več vozil v cestnem prometu, ki bojo opremljeni z varnostno-asistenčnimi sistemi, ker te pokazano po podatkih, tukaj jih pa imamo že dovolj, predvsem zmanjšujejo škodo na osebah, kar je bistvenega pomena, torej škodo na živi, na potnikih in pa na udeležencih v prometu, kjer dejansko ti sistemi preprečujejo škode oziroma zmanjšujejo, potem tudi, če pride do škode, če pride do nesreče, zmanjšujejo posledice. Seveda, na drugi strani, lahko je potem materialna škoda nekaj večja, ker so ti sistemi taki, ki se jih ne da popravljati, jih je treba v celoti menjati, potem rekalibrirati in tako naprej, ampak bistvenega pomena je tukaj, da zmanjšujejo škodo na osebah, to je tudi glavni namen tega. Miha, a je car sharing bolj varen? Ja, recimo, če gledamo po škodnih dogodkih, če bi rekli čistko, in glede na naše statistike, ki jih imamo, lahko rečem, da je. Se pravi, povezano je, jaz mislim, z tem tipom uporabnika, definitivno, in pa dejansko to skrbijo. Ljudje, te uporabniki, ki jih imamo, lepo skrbijo za te avto in so zelo pozorni. Tako da mi po naši, statistiki, tudi bojazen, ki je bila na začetku, ki se je šlo v ta projekt, ki se je šlo v to, je bil zelo veliko pomislekov s tem v zvezi. Veliko se je naredilo na to, da se je vzgajalo, izobraževalo, kako pa kaj, tako da verjetno s tem smo nekaj dosegli in je rezultat tega dejansko, da zdaj imamo povprečno dejansko manj škodnih primerov v car sharingu električnem, kot recimo v ostalih naših programih. Super, zanimivo. Alenka, ker pa je varnost tudi kibernetska varnost, zdaj mogoče bo res nekih fizičnih, če gledamo samo avtomobile, nesreč manj, bo pa možnosti recimo za kibernetske vdore več, ampak če se obrnemo pol tukaj na plačila, ko bo avto, naše plačilno sredstvo, kako preprečiti take napade, vdore, kibernetske varnosti?
Mogoče samo še en komentar na prejšnjo. Vidim, da zelo naprej, recimo, zelo razmišljamo in vse privatne iniciative zelo veliko delajo na tem, na poenostavitvi vseh modelov, zato da potrošniki, uporabniki lahko prevzemajo nove načine urbane mobilnosti. Trd oreh in oreh, ki ga ponovadi malo težji stret, je pa javni promet. In ta javni promet je pa tudi tisti, ki lahko zelo veliko prispeva k tem, da bomo živeli v bolj zdravem okolju in nizkoogljični skupnosti. Zdaj, da bi avto postal plačilno sredstvo, nismo zelo daleč. Pravzaprav smo od tega oddaljeni zdaj nekaj mesecev. Daimler Mobility in Visa smo v novembru objavili strateško partnerstvo in od spomladi naprej bodo nekatera Mercedesova vozila opremljena z Visa plačilno tehnologijo in v bistvu boš lahko nakupoval in plačeval storitve iz avta. Avto bo, in ne s telefonom iz avta, ampak z avtom. Avto bo postal biometrično plačilno sredstvo, se pravi, ne samo plačilna tehnologija, ampak tudi vsa varnost in zaščite, ki jih sicer uživamo pri spletnem nakupovanju ali pa nakupovanju pri vsakodnevnem, ko uporabimo kartico na POS-terminalu. Vse to bo tudi vpleteno v to vozilo. Na splošno moram tako reči, da vsi kartični sistemi posvečamo varnosti izjemno pozornost. Če ni zaupanja v plačilni instrument, pač ne bomo uspeli. In to je ena izmed ultimativnih. Seveda ne govorimo o detajlih, zato ker ti detajli so, vendar pa seveda banke in kartični sistemi, izdajateljice kartice in kartični sistemi skrbijo za to, da se tudi obstajajo mehanizmi zgodnjega ugotavljanja zlorab, morebitnih zlorab, preprečevanja zlorab. Tako da to so taki robustni sistemi, ki na koncu nas vse skupaj ščitijo. In če se še kaj takega zgodi, so pa še pravila, na podlagi katerih mi kot potrošniki, kot uporabniki lahko rečemo oprostite, ampak jaz nisem uporabil te kartice in obstajajo mehanizmi, kjer je potrošnik vedno zaščiten, da pač lahko da si povrne morebitno finančno škodo. Tako da, ja, avto bo zelo kmalu plačilno sredstvo, sploh verjamemo, da bodo plačilna sredstva v bistvu vse povezane naprave, mogoče ne jutri, ampak zelo, zelo kmalu. Alenka, mogoče tukaj še, se pravi, biometrično plačilno sredstvo, ampak predvidevam, da se pravi z novimi avtomobili to prihaja, ali bo to pač tudi na stare avtomobile, ki jih že imamo v lastništvu? Tukaj žal pač ne, tukaj vendarle mora biti nova tehnologija primerno vgrajena v novo vozilo. Ok, zanimivo. In če ostanemo še malo pri tem, se pravi, avto bo nekoč pametna naprava in mobilnost bo storitev. Miha, bo ta prihodnost mobilnosti bo po porabi ali bo naročniška? Definitivno bo zelo veliko naročniška. Ne bo pa samo to, bo ena kombinacija. Predvsem bo pa multimodalna. Se pravi, to naročnina, če bo, oziroma bo vključevala ne samo ena vrsta mobilnosti prevoza, ampak kombinacijo različnih. In z tega vidika potem pač bo tako, da si boš ti zagotovil neko svojo mobilnost pa z nekim mesečnim plačilom, vključevala bo pa prevožene kilometre, te kilometri bojo verjetno različno točkovani mogoče, glede na vrsto prevoznega sredstva in da si boš ti zagotovil pa svoje potrebe, pač boš plačal toliko in toliko na mesec. Tako kot
podobno kot danes, ne. Ampak moraš kupiti avto, ponovadi ljudje pozabijo, ne, na to, ok, so enkrat plačali, ne, par 10.000 evrov za avto, naslednji mesec pač niti ne znaš izračunati več, točno ne znamo izračunati, koliko so nam dejansko mesečni stroški za to mobilnost z avtom, ne. Ko pa prideš ti na eno tako storitev mobilnosti, pa točno veš, koliko te stane, katere oblike so, pa ta fleksibilnost je. In ja, še vedno pa mogoče, če boš nekaj več želel, boš pa še dodatno nekaj doplačal. To bo, k temu se približujemo. Moram rekel, zdaj tudi v našem podjetju imamo že prve tovrstne naročniške pakete, ampak to bo se evolucija, še kar zanimivo se bo tukaj razvijala naprej. Ja, torej se pravi, povezljivost vsega je in vedno večja kompleksnost. In Jaka, kako se pa v tej vedno večji kompleksnosti, mobilnosti kot storitve, kako boste to vi občutali ali pa že občutite in kako se spreminja vloga voznika na vse zadnje? Ja, tukaj zdaj mi se povezujemo z podjetji, kot je tudi recimo Avantcar, kjer torej ta B2B sodelovanje, kjer potem zavarujemo rizike, s katerimi se s partnerji dogovorimo, da so pač potrebni zavarovanja. To je en možen način sodelovanja. Drug možen način sodelovanja je pa tudi ta pay per use, ali kako bi rekel, ta, da recimo to, kar imamo pa z enim drugim podjetjem dogovoren, ker pa dejansko to, kot se vozilo oziroma car share uporablja, ne vem, lahko je to na dan ali pa na kilometer, to se tudi plača, ok, po eni strani najemnina za ta avto, po drugi strani pa tudi zavarovanje za ta avto, za tisti čas, ki je pač v riziku. Tako da mi se tukaj stalno smo zelo odprti za sodelovanja, se prilagajamo maksimalno, kar se da, ker je v našem interesu seveda pokrivati in še naprej nuditi zavarovanja takšna, kakršne jih ali naši partnerji oziroma stranke kot fizične osebe potrebujejo. Kar se pa tiče vloge voznika v vozilu, ta pa zaenkrat še vedno ostaja takšna, kot je, nespremenjena, tudi tako je v zakonu opredeljeno, zaenkrat in verjamem, da še tudi kar nekaj časa bo. Seveda pa se lahko nekoč v bodoče, če bo katera znamka vozil recimo sprejela to odgovornost nase, tukaj mogoče je Tesla najbolj tak primer, na katerega bi zaenkrat mogoče stavil, ker so najbolj drzni, tudi napredni, ampak tudi drzni v tem smislu. Vemo, da tukaj nemške znamke so nekaj bolj konzervativne, želijo zadeve majčkeno bolj preveriti, preden dajo nekaj ven na trg. Tukaj pa potem bomo govorili o neki proizvajalčevi odgovornosti, verjetno nekoč, ki bo pa predvsem mogla biti zelo dobro pozavarovana. Kajti zakaj bo tukaj šlo? Danes so vse prometne nesreče, ki se zgodijo, so med sabo nekorelirane, torej se dogajajo neodvisno ena od druge. Ko pa bojo, saj so zdaj že ta vozila povezana v oblak, in so potem tudi posodobitve prejemajo iz oblaka, na ta način se odpira potem ta rizik kibernetske varnosti. Vsak sistem, če je še tako dobro zasnovan, kot je tudi Alenka prej povedala, je vedno se ga da izrabiti, shekati ali kakorkoli. In v tem primeru lahko potem govorimo o nekih katastrofalnih rizikih, ki bodo korelirani med sabo, ne vem, lahko bojo vsa vozila Tesle naenkrat zavrla ali pa zavila v desno. In tukaj pa ne gre več samo za en napad na računalnik, ali ki ti zahteva potem, ne vem, 100 bitcoinov odškodnine, oziroma da ti odklenejo računalnik, ampak dejansko za živo vsebino, za potnike, ki se prevažamo v takih avtih in smo temu potem sistematičnemu tveganju izpostavljeni. Seveda bo to treba tudi zavarovati, potem in tukaj bo velika vloga potem po zavarovalnici, v bistvu, ker nobena zavarovalnica ni dovolj velika, da bo tak rizik nosila sama. Ja, hvala. In hitro si lahko v takem kibernetskem vdoru ali napadu predstavljamo katastrofo, tako da to vedno pride z avtonomno vožnjo, bodo pač prišla tudi ta tveganja. Ja, zdaj koncu se že približujemo. Mislim, da smo kar veliko tem predvsem odprli, ampak hvala za ta pogled malo naprej v futuristično prihodnost mobilnosti. Samo še na kratko eno vprašanje, ker ob implementaciji seveda želimo, da je nova prihodnost mobilnosti tudi predvsem
nova prihodnost za čim večje število ljudi, ne. In me zanima, kako vaša podjetja, vaše storitve naslavljajo to najširšo množico, ne, od mlajših do starejših generacij. Čisto na kratko. Alenka pa bom... Ja. V bistvu uporabniška izkušnja je najpomembnejša, ne? In za nas v bistvu uporabniška izkušnja pomeni to, da lahko uporabim kartico, ali jo imam v telefonu, ali jo imam v denarnici v fizični obliki, ali jo bom imela virtualno kartico, vedno in povsod na enak način. In za nas je to najbolj pomembno. In celo vidimo, da veliko ljudi dela za to, da je v bistvu uporaba kartice enostavna. In v resnici graditi je treba zaupanje, to kot sem prej rekla, zato ker poleg interoperabilnosti je za drug cilj, ki pač opredeljuje potem uporabniško izkušnjo, je pa tudi varnost. Torej, če dosežemo ta dva, potem smo, verjamem, dosegali vse segmente. Ni pa enotne rešitve. Mislim, da Miha večkrat rekel, ne bo več enotne rešitve. Vsi se bomo borili, da bo interoperabilna, ampak ne bo več ena sama. Več jih bo. Ja, cel preplet bo vsega. Ja. Ampak super, zaupanje in pač ta odprta dostopnost in to, da bomo res v bistvu se ne bomo ukvarjali več toliko, kdaj plačujemo, kdaj izvedemo to, ampak da bo to pač nekaj, kar bo pač prišlo del nas. Miha, kako vi naslavljate te več generacij človeka, posameznika? Ja, storitve, ki jih imamo te klasične, kot je Rent-A-Car, pa tako, tukaj ni, ampak mogoče od car-sharingu zanimivo, čisto da rečem, naše stranke car-sharinga so kar lepo razporejene po obdobjih življenja. Imamo tako od mladih, kot tudi do starejših. Imamo, tudi tam, mislim, da celo 90 let je bil, bom rekel, en gospod, ki je zelo redno uporabljal mobilno aplikacijo, odpiral avto, rezerviral, elektrika, pa tako naprej. Tako da tukaj ni samo daleč od tega, da je bilo samo mlado, kot to deljeno, tako, ki so malo bolj seveda naklonjeni temu, ampak bom rekel, tu je to 40, 50, 60, 50, 60, če je rekel to, zelo pomemben segment naših strank, recimo, tako da se zelo hitro navadijo ljudi. Jaz pravim tako, če je za stranko, za uporabnika ena stvar bolj udobna, kot ona, ki jo imel prej, potem z veseljem bo posegel na njo. Samo mora biti bolj udobna, to boljša uporabniška izkušnja pa vsega. Če pa bolj zakomplicirano, potem pa je to težje. Ok, super. Evo se, Diana še komentira, da je zadnjič neka gospa prišla k njeni šivili s car-sharingom, tako da bravo, se hitro prilagodimo, Jaka, kako pa vi, kako pa v zavarovalnici Triglav gledate na to? Ja, mi imamo produkt zavarovanja avtomobilske odgovornosti je zakonsko obvezen, tako kot zakon določa, tako da to je tako za celoten spekter. Potem so pa tukaj tudi ostali produkti, ki pa niso obvezni, ampak se stranke zelo odločajo za njih, torej kasko in pa asistenca predvsem, ki so prepoznani kot dobri produkti, tukaj tudi zavarovalnica Triglav kot zanesljiv partner pri izvajanju teh produktov, in tukaj govorimo čisto od 16 let starih z polico za mlade voznike, pa potem tudi do 80-90 let starih strank, ki še vedno vozijo avto, tako kot je Miha rekel, celo car-share, torej so tudi digitalno dovolj osveščene, da to uporabljajo, tako da super. Ja, ves čas težimo tudi mi oziroma zasledujemo to usmeritev k jasnosti in enostavnosti naših produktov, dostopnosti, naj si bo to z različnimi oblikami plačilnih možnosti in pa tudi z predstavitvami oziroma določenimi poenostavitvami produktov, ki so potem tudi strankam lažje razumljive. Ja, hvala. Evo, čas se nam je iztekel. Hvala, da ste delili svojo vizijo in da smo lahko mogoče tudi malo futuristično razmišljali o novi mobilnosti, ki bo predvsem ena zanimiva izkušnja za vsakega od nas in bolj varna, jaz se predvsem tega veselim. Tako da hvala, dobimo se še kdaj, upam, da v tem krogu. Hvala Alenka, hvala Miha, hvala Jaka. Hvala lepa. Hvala.
Hvala tudi zavarovalnici Triglav, ki je bila partner tega Coffee to Connect na temo mobilnosti. Tako da to je to. Lep petek vsem, lep vikend in adijo. 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 Nasvidenje.